Lep pozdrav, spoštovani predsednik Društva novinarjev Gregor Repovž. Imam par vprašanj, ki se tičejo novejših pritiskov na novinarje v Sloveniji. Ali vam je znan primer novinarja Radia Slovenija Roberta Škrjanca, ki so mu odvzeli temo? S primerom sem na eni strani uradno in na drugi strani neuradno seznanjen. Tisto, kar v tem trenutku Društvo novinarjev, kot vedno v teh primerih, čaka na odziv izvršilnega odbora Društva novinarjev Slovenije in Radio Slovenija, da bomo seveda tudi strani kolegov jasno informirali in da bomo že znano stališče, ki so ga zavzeli novinarji sami kot avtonomna celica društva. Kaj pa neuradno? S temi neuradnimi informacijami sem seznanjen. Moram priznati, da me je začudila izjava direktorja Radia Slovenija, Vinka Vasleta, objavljena na vest.si, v kateri slednji na nek način dezavuira pristojnosti urednikov in predstavlja to kot nekako svojo odločitev. Glede na to, da vem, da Vinko Vasle pozna razmejitve funkcij in glede na to, da se omenja tudi nekakšne disciplinske postopke, moram reči, da me je ta izjava izredno začudila. Koliko novinarjev bo Sova oziroma tematika Sova še na nek način vrgla s tira oziroma jim zagrenila življenje? Poglejte, ne vem, če gre za vprašanje tematike Sove, gre za vprašanje tem, ki v tem trenutku nekaterim, predvsem tistim na oblasti, seveda v javni obdelavi in tak način, kot se pojavljajo, očitno niso sprejemljive. Upam, da se bo izkazalo, da v tem primeru ni bilo tako in da tudi sicer je treba povedati nekaj drugega, da v takih primerih seveda so pritiski del teh zgodb in da seveda je na novinarjih, da se tudi na te pritiske odzovejo. Videli smo tudi, da je tisti ključni avtor teh člankov deležen tudi nenavadnih izpadov. Ste bili kaj v kontaktu po tem dejanju z novinarjem Škrjancem? Poglejte, ključno načelo, ki se ga držimo pri teh postopkih, je, da vse stvari in ravnanja Društvo novinarjev izvede v skladu z stališči izvršilnega odbora posameznega medija oziroma regionalnega aktiva in seveda, da se natančno informiramo tudi s strani samega novinarja. Pa ste vi morda izkazali željo, da bi kontaktirali z njim, da bi videli, kaj pravi na to? Jaz sem nemudoma poklical Roberta Škrjanca in se z njim tudi pogovarjal. Ampak kot pravim, Društvo novinarjev tukaj ravna vedno po istih principih in se jih drži. Absolutno bo pa tudi glede na po preučitvi, bo tako sindikat novinarjev kot Društvo novinarjev se bosta oba dva odzvala v skladu z zakonskimi pristojnostmi in v skladu z pristojnosti, ki jih ima. Kaj ste pa svetovali novinarju Škrjancu, da v tem primeru zdaj, kar se mu zdaj dogaja, počne? Poglejte, novinar Škrjanc je eden od zelo dobrih novinarjev, ki tudi pozna svoje pravice, ve, kakšni so postopki in to, kar se vedno svetuje v takih primerih, je, da se preverja postopek tudi po pravnem načelu. Kaj pa z Delovim dopisnikom iz Zagreba? Kako pa komentirate ta izpad, ki ga je imel Danilo Slivnik na okrogli mizi o obvladovanju medijev, na kateri je v bistvu malo več povedal o ozadju, ki se dogaja na Delu. Hkrati je novinar oziroma dopisnik iz Dela iz Avstrije, Matija Grah, povedal, kako se je njemu to zdaj dogajalo, kako se bo verjetno zdaj dogajalo z Kajzerjem iz Zagreba, dopisnikom. Kaj pa ta primer?
Se strani aktiva, samih novinarjev in tudi sindikat, vsi dobivamo informacije o tem. In tudi tukaj jaz bi vas spomnil na 80. leta, kjer je vse tovrstne poteze na koncu so bile odpravljene prav skozi vidik pravnosti ravnanja. Jaz mislim, da tudi te nastopi, ki so se zgodili, tudi gospoda Slivnika, so v resnici koristni, ker nazorno, jasno in znotraj zakonodaje zelo jasno kažejo, kaj se na delu dogaja. Novinarji Maga pripravljajo temo, o kateri bodo razpravljali o okrogli mizi, ki je bila v Cankarjevem domu in je bila tematika tehnologije obvladovanja medijev. Sprašujejo Janija Severja, zakaj ni bil povabljen na to okroglo mizo, ko je bil, kot sam pravi, zamenjan strani zunanjih vpliv teh nekih ljudi, ki so zunaj mladine, ga hoteli zamenjati. Kako bi vi komentirali to, da se Mag, medij, ki ga pač na nek način pripisujejo desnici, zdaj zanima za dogodke, ki so se dogajali na Mladini? Meni se zdi to logično, nič se mi ne zdi narobe s tem. Ta zamenjava v tem smislu je bila transparentna in se mi zdi, da je to edino prav. Absolutno pa seveda pričakujem, da bodo pisali o dogodku samem, kot je bil. Najlepša hvala.